Aida je čez noč postala, pozor, ne milijonarka, ampak milijarderka. In ko je Anja zagledala astronomsko visoko cifro na svojem računu, se je Revici malo zvrtelo v glavi. Za koliko denarja pa gre? To je sicer skrivnost, poslovna skrivnost, ampak mislim, da lahko vidite številko. Goraz nestrpno čaka na moj odgovor. Kako rada bi mu povedala, da ga imam rada, ampak ne, kar naj čaka, trpi, tako kot sem jaz. Bo vsej videl, kako je bilo meni. Ali veš, da te ljubim? Ampak, če znaš pevski zborček, ga pa ni. Dobro nagrada. Oblekla bom čaran gvant, saj to je bil moj fant, saj to je bil moj fant, zdaj mrtev leži. Ko to slišiš, se ti kar srce stopi. Ne bi si mislila, da znajo tako dobro peti. Vsake oči iščejo Maurico in prijazna beseda uho. Vsakdo išče svojo pravljico, že od nekdaj je tako. Obljubo se zlahka prelomiti da in dolga je pot do zaupanja. Vsako ranjeno srce pozna to pot in dobro ve. Pod eno streho 100 želja, ko sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Pod eno streho 100 želja, ko sta ljubezen in zavist doma. Pod eno streho iščejo poti, sprti in zaljubljeni. Anja, zmot se, dej, Tina, preveri puls. Ne čutam. Ježiš Marija. Čakaj. Ne, srce se je ustavilo, umrla bo. Kaj naj naredim? Bacire, srce, no, ja. Čakaj. Ne, pa jaz tega ne morem, mene slabo, ne morem na en drug. Čakaj, moment. Mačkam prostora, sam malo. Čakajte. Ida. Sam zaprl bom, fanta, ja? V redu? Moment, sam mačkam. Vse bo v redu, vse bo v redu, ja? Okej. Je v redu? Ja? Kje smo ostali? V redu? Kje smo ostali? Mislim, a se to sam men, a sem to sam čutila, a se to meni zdel, da sem to videla, ne, da sem to čutila.
Lavija, koliko nul je? Gospa, vaša hčerka je ena najbogatejših Slovenk. Par milijonov evrov, tudi ni tak majhen denar, ne? Konec koncev. Kva? Par milijonov? Jo. Ne, vse to ni resno. Jaz cel življenje sanjam o denarju, pa nimam nikoli noč, le pa enim denar kar na glavo pade, no. Tina, Ne, saj to- ne kar se ti ne sekiri, veš. Se to mora biti kakšna skrita kamera Ja, ali pa saj kakšna res. zajebancija. Ne, Se to ne more biti res, veš. Jaz sem tisto skrino videla. Toliko denarja pa ni bilo. A ga ni bilo, ne, da ga Ne, ni ne, bilo? premej, da ne. Ne. Moment, oprostite, se boste pol zmenili, jaz sem svoje naredil, ne? Janez, Polde, gremo. Lahko noč. Lahko noč. Jaz bom tudi šla. Srečnica, Anja. Se še oglasim. Ja, Aidica, princeska, no dej, da ti jaz zdaj tako lepo čestitam, veš, ko zdaj imaš toliko denarja, to ni mala stvar, čestitam, Aida. Mami, a imamo kaj sladkega? A imamo kaj čokolade? Joj, Aidica, ljubica, jaz imam čokolado. Pejď z mano v salon, pa ti bom dala čokolado. Ogromen čokoladke. Teta Manica ima frizerski salon, ne pa slaščičarne. Pa hvala lepa. Prosim. Greva. O, dobro jutro, Gorazd. Kam pa ti tako zgodaj? Grem. Ja, vidim, ampak če takole pakiraš stvari, te najbrž dalj časa ne bo. Ne vem, mama, res. Maja me je nogirala, moram iti, razumeš? Moram spizditi, da pozabim vse skupaj. Oj, Gorazd, pa saj nimaš samo ti ranjene duše, tudi jaz jo imam, veš? Pa me ja ne boš pustil zdaj same v teh najhujših trenutkih, ko moramo držati skupaj. Vem, mama, vem, ampak, a veš, vsem nam je težko. Jaz sam vem, da če zdaj ne grem, se mi bo strgal. Strgal. Jutro mi je Rozi, hvala Bogu, pomagala spakirati. Ja, Špela, kam pa še ti? Ja, v komunu kam? Se veš, da moram iz tega dreta. Kaj, ti tudi odhajaš? Ja. Ja, kako se človeku vse povrne? Ni še dolg tega, ker sem jaz vas zapustila, zdaj pa vi mene puščate samo. Nikaj. Saj sem še jaz tu, mojca. Važno je, da se bojo otroci poštimali. To je najbolj pomembno. Oj, Rozi, imate prav, vse bo še vse v redu, a ne? Otroci bojo prišli nazaj, Jaka tudi, vse bo okej. Zdaj, ko bova same, se morava samo zmeniti, kjera od naju bo danes kuhala. Ja, Ja, če je kuhanje problem, se pa jaz javim. Ti boš kuhala. Pa se ti ne znaš kuhati. Ja, znam, če hočem. Ti znaš sam kaj zakuhati. Kuhati definitivno ne. Je kaj, Špela, se bomo kar naprej s komplimenti obkladali, ali kaj? Ja, lahko nadaljujeva. Moja glava. Zadnjič sem se ga tako napil, prisežem. Ta pijača je hudič. malo manj jamrej, pa kaj pojej. Lepo te prosim, sam s hrano mi pek preč. Slabo mi je, bruhno bom. Moja glava. Kaj? Čist nič se nasmiješ. Kukar te bolite premal, še raznesenetijo. Pa res ne razumem, toliko let sva skupaj. Mislila sem, da te poznam in zmeraj sprot me presenečaš. Daj, Štefka, lepo te prosim, ne mi težiti. No, že tako mi v glavi razbija, zdaj mi pa še ti težiš. No, da ti ne bo po glavi razbijal. Da te ni sram. Ob najmanjši težavici se ga napiješ. Oprost, to ni majhna težava, tako velika je kot tvoja, oba sva na A istem. daj ne bod pameten. Zakaj se ga pa jaz nisem napila, a? Ja, to se pa tudi jaz sprašujem, zakaj pa ne? Veš kaj, sam ne delaj se norca. Raj malo razmisel, kam vse to pelje. Se veš, da nisem to. Preveč sem preobremenjen. Skrbi me zaradi... Vsi smo preobremenjeni. Vsi imamo skrbi. Ampak sam skupnimi močmi bomo kaj naredili, da veš? Sam skupnimi močmi Janezu lahko pomagamo. Kaj, Janez? Mene skrbi za... Zame pa ne skrb. Marsikaj sem dala skozi, bom pa še to. Tja, res je. Ti si pametna, odgovorna ženska.
Jaz sem pa čist navadna nula. Kakšen kraljevski zajtrk. Bakalar, kaviar, joj, biftek, pa jagode s šampancem za mamico. Mucka, Aidica, Jan, zajtrk, presenečenje. Mucka, kuku, dobro jutro. Jana, vidim, ti pa si že boljša, a? Si, ne? Lej, kaj ti je mamica pripravila? Kaj boš mal biftka pojedel, pa boš pa močan ko Martin Krpan, a ne? Kje pa je Aidica? Aidi, ljubica, pridi, mamica te bo nesla, si utrujena, si že špančkana. Ne, znam tudi sama do mize. No prav, pa tukaj pridi čičat, no pridi čiči, ne boš tukaj čičala, ne. Zdaj boš čičala na čelo mize. Tako, mutica, matica, a boš kaj popila, džusek, čajček, kakavček? Lula se reče. Kaj boš, no? Nač ne bi. Nač, pa ti bo pa mamica naredila kakšen velik sendvič, prav? Taki kruhka, pa še eno klobasico, pa še en sirček, pa bel sirček. Boš malo francoske, mutica? Ne bi. A babci? No, ko se bo pa moja mutica matica napapcala, pa napupcala, pa bova pa šli malo na sprehod v mesto, ne? Malo na sladoled, pa na kakšno tortico, pa malo po trgovinah. Če bi ti vedela, kakšen lep kostimček sem videla pri Sportini. Za umret. Ali zame, ali zate. Ja, zame. Odpade. Ti imaš itak že toliko cun, da ne veš, kaj bi z njimi. Raje se nauči malo šparat. A ti šmkrtica mala. Kaj pa si ti misliš, da si? A prej, ko pa nismo imeli denarja, sem bila pa jaz dobra, ali koga? A zdaj boš pa ti meni pridigala? Ja, jaz. Tisti, ki ima denar, ima tudi moč. No, seveda, zdaj si boste spet vsi mislili, da je Tina spet nekaj zakuhala, ampak, dragi moji, tokrat je drugače. Tukaj le so dejstva. Prosim lepo. Sem živčna. Ja, to je zdravniško potrdilo in tukaj piše, da je Tina res noseča. No, vidite. Ja, seveda. Ja, seveda, ja. Joj, pa koliko ste vi čudni. Pa kaj vam je? Ljudje ponavadi ob taki novici čestitajo bodoči mamici, pa se razveselijo, vi se pa držite kar na pogrebu. In prav gotovo bomo zdaj mi vsi do neba skakali. No, veš kaj, svoje je dosegla. Jaz predlagam, da se vsi izselimo, pa da se sama razkomotiš tlele. Ja, se bom, hvala. Špila, počakaj. Ljubica, si veš, da te imam rada. Joj, se bo še vse dobro. Ti poskrb zase, jaz bom pa za vse ostalo, je prav? Čau. Hvala, Rozi, hvala za vse. Špila, vzdrži, se veš, da te imamo radi. Ajde. Zrihti. Gorazd. Ne moram se res poslavljati, ne maram. Malo se vidimo, no? V redu? Prav, srečno. Čau. Dio. Ja, me imata pa res rada, no. Od mene se ni pa nobeden poslovil. No, pa sej ni važen. Ni važen. Ja, in kaj bomo zdaj? Ha? Tja, zdaj nam pa na primer lahko ti kaj pripraviš za zajtrk. Pol bomo pa videli. Tina je za spremembo nekaj skuhala, ne samo zakuhala. Dosegla pa je svoje, dokazala je, da je res noseča.
Čeprav si, moram priznati, Tine sploh ne predstavljam s trebuhom. Le kako bo nosečnost vplivala na njo. Nekatere ženske se zelo spremenijo. Dobar, kje sta zdaj otroka? Maja, Janez! Moja glava. Zajtrk! Nekaj se dret, prosim lepo. Tih bod pa trp. Čist prav ti je, pjandura. Zdaj pa tako, kot sva se zmenila. Pred otroki igrava srečo in veselje. Jasno? Pa dober, kje sta? Mater si prijazna. Pa saj te slišva, no? Zdaj, ko smo tako lepo zbrani, se pa lahko v miru pogovorimo. Prišli smo do točke, ko ne gre več naprej. Nekaj je treba narediti, nekaj je treba drastično spremeniti. Drugač bo šla naša družinica v 3 krasne. Z očijem sva se pobotala, vse sva si oprostila. Kar je bilo, je bilo. Začela bova spet od začetka. Mava voljo, mava moč, upanje. Mogoče nama bo uspel. Kaj praviš, Janez? Jaz pravim, da je življenje tako, kot pač je. Srečo imaš ali pa nimaš. No, ne bodimo tako črnogledi. Zdaj si moramo zaupati, da bo naša družina spet taka, kak je bila včasih. Draga otroka, midva z mami sva sklenila, da se pobotava. Ugotovila sva, da ni dobrega zakona brez ljubezni. No, oči. Saj vsi vemo, kako je, Ane. Ljubezen to je tako kot živ organizem. Kaj enkrat umre, je konc. Sam ne nama govoriti, da se imata vidva še vedno rada. A sem dobro skuhala? No, ne vem, no, če se muslije z jogurtom ravno kuha. Joj, Mojca, no, se ni važen, a se jih kuha ali ne važen, je, da so zdravi. Joj, se res, še sok. Joj, se zadnje čase pozabljiva. Kaj pa je, take sploh ne poznam. Ja, včasih si v ljudeh ustvarimo prehiter kakšno mnenje, veš. Saj sem vedela, da je v temi tudi nekaj dobrega. No, takole. Evo, Rozi, sokac iz svežih pomaranč. Mojca, tako. Prosim. No, zdaj pa povejte, kaj boste pol. Kavo, čaj, kakav? Halo? Ja, kaj pa vama je, kaj me tako čuden gledata? Ja, take te ne poznava. A si to res ti? Ne, Mojca, jaz sem svinja bradavičarka. Ja, valjda sem jaz, kdo pa drug. Malo me je čudi, ker si tako zelo drugačna, tako prijazna, pa tako ustrežljiva. Pa kaj ti je? Nič mi ni, pa kako tega ne razumete? Saj sta ženski. Normalno je, da žensko, da je pač med nosečnostjo, da se spremeni ene na slabš, ene pa hvala Bogu na boljš. Ja, seveda, hormoni. Jaz nisem imela te sreče. Joj, jaz se pa spomnim, kako mi je bilo slabo pri Gorazdu. Pa pri Špeli tudi. Pa ne samo zjutraj, cel dan. Sroga mesa nisem mogla niti videti, sem takoj na WC letela. Pa cigarete so mi smrdele grozno. Kaj, Tina? A je tebi tudi kaj slabo? Veste, gospa Olga, in pol vsakič, kadar je imel pregled ta človek, pri zdravniku je prinesel s sabo lepo malco. Žolub šanca. Ni za verjeti. Ja, točno. Nekako napaše, ne, da ima danes, poglejte, pride k zdravniku, pa pšanca žre. A to ni resno. Pa je bil tisti pšanc pohan ali pečen? Pohan, zlato rumeno skorjico. Smešena, ne. Čakajte, vam bom pokazala. Dajte takole, je v redu? Bo dober?
Ja kaj, gospa Olga, vam ni všeč? Saj ste tako hotel? Dober dan, Manca, dober dan, gospa. Ja, Madonna, kako ste nas prestrašil? A te niso v službi? A ne, danes sem frej, pa sem mislil, če bi ti kaj pomagal tle v salonu. Ja, danes bom pa vse sama, veš, sej lahko. Pa daj mi nekaj, no, da mi nav dolg cajt, no. Nekaj pa res lahko narediš za nas. Povej. Pejt, poglej. Pejt se oblečt. Da noš v gatah tlele okoli skakal pa stranke strašil. Se me ni prestrašil, sam presenetil. Oj, gospa, pa noč se bat, ne, to je ena taka čist nenavadna živalca, čist ena, mislim, tak ščinkovček majčkan. Rado, kaj bi mi brez tebe pa tvojih neumnosti, no, dej no. No, poglejte, a je v redu? No, zdaj se pa še mojega pomočnika spozna, ne? Maj smešen tip, a ne? Halo? Ful se slabo. Gore? A, Monika, ti si. Ja, ob 5 pridem, ja. Doma sem. Ja, okej. Ajde. Čau. Matri, kle vroče, no. Se sploh ne kurmo več. Mami, a se je Gorazd kaj oglasil? Ne, da bi vedela. A je mogoče kaj poklical na domač telefon? Ne vem. A ti kaj veš? Pojma nimam. Imam preveč svojih skrbi. Tako da ne moram za vsak telefon vedeti. Isus Kristus, je kle vroče, no. Ej, Poba, kam pa ti? Ven grem malo na lufce. Lepo nazaj se used. Pa neč si ne izmišljuj, da je vroče. Če pa je vroče, no. Used se. Pa kaj no, pizda, pa nehajte mi skozi za vratom stati, sam ven bi rad šel na luft, ker ne morem več, pizda, hitro. Sine, umir se, no. Pizda, fader, kle rod ni luftar, jaz ne morem dihati, več normalno. Ampak zdaj moramo malo paziti na te. Gremo v tvojo sobo, pa tam okno odprla, pa se pogovorila. Umir se, no. Dober dan, princeska. Manica tukaj. Ja, živijo, Manica. Veš, kaj bi te rada vprašala? A imaš kaj časa, da bi prišla k meni v salon? Rada bi se nekaj pogovorila s tabo. Aha. Pa še počesala bi te, da boš lepa. Boš? Pa čokolado imam tudi za tebe. A prideš? Ja, sam z mano prideš v moje, mami. Ja, seveda. Tudi mamica ne pride. Normalno. Lahko se njo lepo počešeš. Ja. Okej. Čakam, vaju, čakam. Adijo, nasvidenje. Manica pa postaja obsedena z denarjem. Samo na cekinčke misli. Le kakšne načrte ima za Ido. Jaz pa še vedno ne vem, kaj naj si mislim o Gorazdu. Verjetno bom zavila do njega, da se lepo pomenva. Sej drugače ne bom nič mirna. Ne zdržim več. Zgleda, da ga imam res ful rada. Pod eno streho. Hej. Pa kaj vam je, no? A zdaj imam pa še paznika v zaporu, ali kaj? Pa se niste normalni, kaj si boste še zmislili? Sine moj, tudi meni ni prav prijeten paziti na vsak tvoj korak. 100krat raje bi počel kaj drugega. Ampak, fant moj, preglobok si zabredel. In zdaj je, kar je. Ta prav se oglaša, ja. Tudi ti si že mogoče zelo globok zabredel, veš, se moraš kar malo vprašati. Čakaj, zdaj se pogovarjava o tebi, ne? Aha. Pa kje hudiča si najdel ta prekleta mamila? Saj veš, kako nevarno je to? En kup stvari je bilo. A kje smo naredili napako? Kje nam je zmanjkalo? Saj veš, kako je bilo zadnje čase pri nas. Ker naenkrat smo bili ful bogati.
Ful je bilo denarja. Mama je dobila novo službo, ti si kupil gliserja, midva sva šla smučat. Jaz sem hotel pa Špeli pomagati. Sam Špeli sem hotel pomagati, hotel sem jo razumeti. Hotel sem štekati, kako se to njej dogaja. Zakaj je to ona glih tako? Vsi delamo napake. In to bomo skušali popraviti, verjemi mi. Zaupamo ti, rad te imamo, pomagali ti bomo. Najbolj grozen je gledati svojega otroka, ki pred tvojimi očmi propada. Jože. Je kaj? Greš lahko v kuhno, prosim, dva gospoda te iščeta. Mene? Tebe, ja. Kaj bi pa rada? Nista povedala. Daj 5, bom jaz mal še z Janezom. Dobar dan. Jože Bogataj, žena prav, da me iščete. Crni. Džoka. Izvolite sest. Ne, hvala. Bova kar stala. Kaj jo je dobrega prinesli? Maju nikoli ne prinese nič dobrega. Vaš prijatelj Jaka Koren je v zaporu in zdaj ste sami. To pa pomeni, kaj Jože? To pomeni, da boste morali daj delati za 2. Razumete? 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 Bi mogoče malo popila, a? Sploh pa boste morali biti pozorni, s kom govorite in kaj govorite. Če boste preveč stegovali jezik, boste... Čakajte. A vidva meni slučajno grozita, ha? V moji lastni hiši meni nobeden ne boste živ. Alo, ven! Mirno, Jožek, mirno. Nimam rad glasnih in agresivnih ljudi. Pomislite na svojo hčerko. Verjetno je imate preveč radi, da bi počeli neumnosti. Pazite, kaj boste govorili in počeli. Upam, da nam bo všeč. Razumete? V redu, ja, lepo. Kole fina, ne? Lepo. Živjo, Manica. No, tako, zdaj pa pogotove. Gospa, v redu, preporočam se. Nasvidenje, živjo. Ja, čakajte, gospa Manica, saj vendar moram plačati. Ne boste drugič plačati. Saj ste naročena, dio. Nasvidenje. Manica, zaradi naju pa ti ni treba odganjati strank, mislim. To pa ne smeš delati. Ljubica moja, če pridete take 2 stranke, Manica lahko vrže ven tudi samega predsednika. No, Ljubica, poglej, ti imaš pa že tako dolge laske, ti jih malo postrižem, a? Ne, ni treba. No, pa bom pa Anjo, mamico malo rihtala. Sej za prijatelj, za ston. Ne, hvala, Manica, res ni treba, sploh pa nimam časa, ti rečeš povej, zakaj si naju klicala. No, dej, no, used se, no, Ljubica, da te mečke zrihtam, no, da ne boš kar takole hodila okoli. No, čakaj, bova probala s tem nekam. Jožeš, koliko si ti lepa. Poglej, kako ti pa tele kitke mamica splete, pa tako lepe so. Joj, kako je to lepo. No, povej, kaj bi rada. No, veš, Ljubica, jaz sem prišla na eno fantastično idejo. Jaz bi tukajle s tvojo mamico odprla najboljši in najbolj modern lepotni salon v Sloveniji. Ja, super. To bi bilo strank, ki smeti, pa bi se dar obračal. Super, Manica, to je pa super ideja, kako si se to dober spomnila. Kaj praviš, Aida? Kaj? Kul. Sej sem vedela, da si ti ena pametna, pa dobra dušica, pa dobra punčka zlata. Ja. Sam ne z mojim denarjem. Čmata pa svojega pa kar. Čau.
Živjo, Mojca. O, Maja, živjo, kaj pa je tebe prinesli? Daj vsed se na. Ne se pustiti motiti. Sam rada bi vprašala, če je mogoče Gorazd doma. Joj, ne, Maja, Gorazd je pa že šel. Šel? Ja. Kam? Mislim, kako? Veš kaj, kar tako na hitarju je pobrisal. Ne mara poslavljanja. Nič hudega. Ga bom pa po Mobiju dobila. Majči, tudi to ne bo mogoče. Mobi je doma pustil. Je rekel, da hoče imeti mir pred vsem svetom. Ja. Kje ga naj pa zdaj dobim? Ne vem. Čakaj, edin na mailu bo dosegljiv, pa še to samo občasno. Ne vem, no. Noč. Če vas kje pokliče domov, pač povejte, da naj še mene kje pokliče. Seveda. Veš, da Maja. Če bo kaj novega, ti takoj sporočim. Ja. Hvala. Adijo, Mojca. Adijo. Oči, a ti pa spet kar sam s steklenico, a? Kaj? Trebuh me boli. Pijača je najboljše zdravilo za vse te gobe. Dej, nehi se zgovarjati, no, saj nisem neumna. Dosti je teh slepih miši. Mami! Tibot, no. Kar naj zve. Pa kaj zdaj mami kličeš, no? Mami, prid malo sem, prosim. Tibot, no, kaj? Maja, Tibot, ja ne spi. Kaj imaš tam? Daj pokaž. Pa Jože, kaj ti je? Pa saj ne moram verjeti. Ja, a ni dosti, da Janez na drogi? Kaj? Zdaj boš pa še ti začel piti. Daj, pomir se in neki se dret. Kakšna pijača neki. Jaz se imam čist pod kontrolo, jasno. Poslušaj, Jože, pa tole se vse prevečkrat dogaja zadnje čase. Jaz ne vem, kaj se dogaja s to družino, ampak tole ni v redu, no. Ja, od danes naprej je vsa pijača pod ključem. Ampak Štefi, dej. Pod ključem, sem rekla, jasno? Kako naj jo je odpikala? Ja. Važička, mala, slinasta. Slina, mislim, kdo bi si mislil? Kaj pa misli, če ima tisti temeljone? Da ne lahko zafrkava? Ja, kaj pa misli, da je, ne? Ja, seveda. Se je vendar ti ta glavna, ta smrkla poscana. Poslušaj, kako pa ti govoriš? Ja, mislim, kako pa ti govoriš o moji hčerki? Ja, no. Si ti sama rekla, da je nesramna, ne? Ja, poslušaj, ampak jaz sem njena mama, jaz lahko govorim o njej, kakor hočem, ti pa ne, ti pa paske govoriš. Ja, Madonna, te pa čisto več. Seveda ne razumeš, ker nimaš otrok. Z otroci so pa same težave. Kakorkoli, važen je, da Aida denarja ne da. Mi je prav žal. Pa brez zamere. Adijo. Namira gor, dol, kaj čem? Sem že kako znajdla tudi brez Aide pa njene zmešane matere. Madonna, kako pa to, da se jaz tega nisem že prej spomnila? Manica, koza neumna, ideja! Rozi, jaz sem kar nekako zmedena. Vse v naši hiši se je v zadnjem času tako na hitro spremenili. Ni več otrok, ni več Jakata, zdaj smo same s Tino. Kje noseča? Ja, vse je res na glavo obrnjeno. Ampak bomo že kako. Nikoli si ne bi mislila, da bom kdaj živela pod isto streho s ljubico svojega moža, pa še noseča z njim. To se lahko dogaja samo v kakšnem doktor romanu ali pa kakšni mehiški žajfasti nadaljevanki. Ženski, uživate ob kavici. Dobro, to ni nič narobe, ampak zdaj le kar zaključimo s tem. Kar lepo zaključimo, takole. Rozi, noge noter. Tole. Kaj pa je to? Evo. Ja, kaj pa ti zmetlo? Rozi, ne vesel se, prehiter ne bom odletela z njo. Evo, ena metla je zate, Mojca, naprim, takole.
danes bomo imeli čistilno akcijo, vse bomo lepo počistili. Pa Tina, ne pretiravaj, noseča si, se veš, da ne smeš. Smem, moram. Jaz si moram urediti gnezdice za svojega otročička pa vse. Takole, vedve mi boste pa pomagali. Dobro, ni nujno, no, ampak bi bilo pa zelo lepo. Ker gremo! Kaj dasga, se ne vem, a je res ali samo sanjam? Ne, prav ne sanjaš, kar res je. Joj, jaz pa samo sanjam. Točno vem, kje bo posteljica, vem, kje bo stajca, vem, kakšen voziček bo imela, tazga športnega s 3 kolesi. A ja, Mojca, tele stopnice pa treba malo poštimati, veš? Kakšne stopnice? Tele, glej, tele. Vidiš tele, ne? Jaz ne moram z vozičkom gor pa dol pa ven pa noter, a veš, tlele bomo eno rampo naredili, tako da... Pa Tina, ti sploh veš, v čigavi hiši si? Vem, Mojca, ampak to zdaj nima nobene veze, glej. Važno je to, da bom jaz dobila dojenčka. In pač temu je treba vse prilagoditi, prosim, no? Tako, ja. Pa se ne moram verjeti. Jaz tudi ne. Se lavi? Poglej tega. Kaj speš to? Kaj ti pa je? Ko pa delaš? A ne vidiš, da gledava? Nič. Konc televizije. Ja pa kaj ti je, no? Ja nič mi ni. Sam zadost dvaju imam, predvsem pa tebe. Koga ima zadost? Tebe, se sem ti rekla, odkar si polna denarja, se obnašaš nemogoče. Kaj pa misliš, kdo da si? Veš kaj, mislim, da sem tvoja hčerka, ki ima polno denarja. A ne ga lomit, a imaš polno denarja ali kaj? Veš kaj, dokler bom jaz skrbela zate, dokler bosta živela pod mojo streho, bom jaz glavna, jasno. Pa mami, a ne vidiš, da mi živimo v demokratični družini? Pa Dejan. Vsi smo si enaki. Dejan, ne filozofiraj. Dokler sem jaz odgovorna za vaju, dokler vama kuham, perem, pospravljam, tako dolgo bom jaz glavna in to je moja zadnja beseda, jasno? Veš kaj, če ti je pa to pretežko, lahko jaz komot plačam, likarco, kuharco, pa gospodinjo. Pa bo stvar rešena. Veš kaj, mama? Ej, kako pa ti govoriš z mano? Jaz sem tvoja mama. Sam še eno tako, pa te bom poslala k tvojemu fotru nazaj v Afriko, pa naj te on prenaša. A me razumeš, kaj sem rekla? Prav, pa tudi grem. Ajde, počakaj. Ne, počakaj, malo prehitro sem rekla. Mislim, veš kaj, zelo sem nervozna, se opravičujem, pa se veš, da te jaz ne bi poslala v Afriko samo. A da ne? Ne bi. Oprost. Okej, ti oprostim. Me oprostiš? Hvala. Pa gledam naprej. Halo? A je to Nancy? Halo, Nancy. Manica tukaj. Kako, katera Manica? Pa tvoja najboljša pa dobra prijateljica iz salona. Se spomniš? Ja. Kako si, Nancy? Ja, veš, tle pri meni je pa tako pusto. Ni nobenega ta pravega življenja, odkar tebe ni. Ja. Aha. Veš, kaj sem mislila? A bi ti hotela prideti nazaj k meni v salon? Ja, no, saj se razume, no, dej no mirno za večjo plačo, ja. A bi? O, super, Nancy, super. Ko mi čakam, da te vidim, veš? Ja, živjo, Nancy, živjo. Super. Čakaj malo. Halo? Jimmy, Boni. Ja, ljubček, ja, kje se pa ti potikaš? Ja, da te toliko časa nisem videla. Ja, pridke v koj srček, no?
Tina in Aida imata nekaj skupnega, se vam ne zdi? Obe ni za spoznati. Prav smešno je gledati Tino vso vzdržljivo in prijazno, Aida pa je kot druga Opra s svojim bogatstvom. Skrbi me pa za Gorazda. In to zelo resno. Pa še za našega očija me skrbi. Zdi se mi, da je na zelo dobri poti, da postane odvisnik. Pod eno streho. Tako, jaz sem gotova. To je brez veze. Nič ni brez veze. Vsa pijača je lepo pod ključem, da ne bi slučajno koga zamikala. In kdo bo imel ključe? Ja, jaz, jasno. Veš kaj, še roke mi zveš pa bo. To je hujš, ko arestu. Ah, dej. Veš kaj, oči, najboljš bi bilo, če bi ti kar usta zašila. Maja je že v redu. Tale ključek bom pa skrila. Ne zdaj povedati, no kam. Ne skrbi, Maja. Tale ključek bom pa spravila na mesto, kjer se ga nihče ne dotakne. Še najmanj pa Jože. To je konc. Mislim, da smo pregloboko zabredli. Ker se stvari začnejo takole odvijati, ni več poti nazaj. Ja, kje so tiste sezice, ki so včasih bile? Vsak začetek ima svoj konc in vsak konc ima svoj začetek. Ampak začetek česa? Zdaj pa raste grmovje in se vidimo. Vsake oči iščejo